Če želiš biti še uspešnejši, podvoji število svojih napak. Ko si prvič dobil priložnost, da boš delal na blagajni, v Lidlu nisi spal. Ne, celo noč. Torej, iz tega, ki si rekel, da si prišel na blagajno, nisi vedel številke banan, si potem postal direktor celotnega podjetja. Ja, kako zanimivo. Ja, zanimivo. Kaj je formula za uspeh nekoga, ki dela na blagajni? Po kriterijih, s katerimi lahko potem prijeta do generalnega direktorja. Z tega prostora ne odidemo, dokler si ne povemo vsega. In povemo to na res brutalno iskren način. Doskrat se govori, vsaj v Sloveniji, da smo nekje na zelo visoki stopni korupcije. Se ti je kdaj zgodilo, da je kdo prišel k tebi in ti je ponudil pršut ali pa neko drugo nagrado za to, da sprejmeš njihov produkt? Lepo zdrav in dobrodošli v mojem podcastu oziroma podcastu, kjer modeliramo strategije odličnosti. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. S tem, ko spremljate, poslušate, razmišljate o odličnih strategijah, se lahko te strategije z ponavljanjem in izvajanjem določenih vedenj začnejo dogajati tudi v vašem življenju. Moje ime je Aleksander Šinigoj. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo. Danes je z nami Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla in coach, mentor, predavatelj, počaščen, hvaležen, da je z nami. Gregor, dobrodošel. Aleksander, hvala za povabilo. Ne vem, kako sem te opisal, vendar prav ta nekdanji direktor Lidla se te drži, ker si bil kar 20 let v tem podjetju. Najbolj zato. Kako se je ta zgodba začela? Ta zgodba se je začela tako precej nenavadno. In sicer nekako me je iz državne uprave vodila pot skozi vprašanje, a je to. In vemo danes, ne, tudi državni uslužbenci so tisti, ki seveda pogrešajo, ne, morda neko večjo dinamiko na tem področju, morda kdaj tudi večjo odgovornost, neko višjo stopnjo zavedanja, komu bi državna uprava naj seveda služila, in to je tudi mene nekako vodilo v državno upravo. Ampak sem potem seveda, ko sem bil v državni upravi, spoznal, da je ta pot precej drugačna od nekih mojih predstav. Sploh skozi to razumevanje, komu naj država služi, ali državljani državi, ali država državljanom. Tako da mislim, da se še tu iščemo, pa to zagotovo ni samo nek fenomen povezan s slovenskim prostorom, ampak tako neko splošno razumevanje, kaj država sploh predstavlja. In jaz seveda odgovor na to vprašanje v 5 letih, koliko sem bil v državni upravi, nisem našel. In zato sem morda to dinamiko iskal zunaj državne uprave, seveda v gospodarstvu. Zdaj, ravno so se takrat stvari nekako tako poklopile, da so tuje trgovske verige iskale nadebudne mlade menedžerje, ki bi bili pripravljeni v Sloveniji seveda orati ledino in postaviti neke temelje za nadaljni razvoj podjetij. Jaz sem takrat bil tako, nek zelo povprečen kupec trgovin, koliko sem jih poznal skozi neke izdelke, na katere sem prisegel. Tako da, zdaj, če sva malo bolj konkretna in govoriva o teh tujih trgovskih verigah, ne, to je bil Hofer in to je bil Lidl. Ne. Teh verig nisem veliko poznal, mogoče še prej Hofer iz avstrijskega prostora, ker prihajam štajerskega konca iz Maribora, Lidla sploh nisem poznal. In nekako sta bile, ne, te obe opciji na mizi in jaz se nekega dne odpeljem v Avstrijo. Grem tako na raziskovalno pot, da vidim. Zdaj, če že se odločim za katero izmed teh dveh opcij, katera bi me znala bolj pritegniti. In kot rečeno, Hofer sem malo poznal, grem kljub temu še enkrat v Hofer, opazujem neko dinamiko med tam prodajnim osebjem, med kupci, skušam malo razumeti neko logiko, kako so izdelki postavljeni, kje so police.
In ko seveda opravim to prvo rundo v Hoferju, se odpeljem še v najbližji Lidl. To mi je že bilo takrat fascinantno, ker je Hofer je Lidl in ker je Lidl je Hofer. Tako da, precej zanimiva logika, ki jo lahko kasneje seveda mogoče tudi malo poglobiva skozi razumevanje, zakaj je temu tako, ker to je marsikomu vedno izredno fascinantno. Deva kar zdaj, ker me res zanima. Zakaj je temu tako? Veš, to je zelo podobno temu, kot zakaj so bili nekoč v eni ulici vsi kovači, vsi zlatari in vsi krojači. Zelo podobno temu. To je? To je temu, da če ti že imaš nekje trgovino postavljeno, sploh če je ta pred tabo že postavljena, pomeni, da so kupci že vajeni biti na tej lokaciji in najlažje, kaj lahko narediš, da se samo postavi zraven in nekdo iz radovednosti pride pogledat k tebi. Aha. To je, mogoče tu se grava malo za nekimi conami, ki že privlačijo neko frekvenco. Evo, zakon privlačnosti najbrž tudi skozi to obliko. In potem seveda jaz skočim čez cesto, pustim avto kar tam parkiran, grem peš in pogledamo Lidl. In zdaj sem imel najprej eno predstavo, zdaj popolnoma druga predstava. In tisti Lidl je bil takrat, spomnim se, v Avstriji, Bog pomagi, res kot neka prava baraka, temačna, umazanija povsod, kamorkoli si pogledal, izdelki kar tako nametani. Jaz tole vse skupaj gledam, skušam spet razumeti to logiko, zakaj so neki izdelki postavljeni, kako so police nekako razporejene in seveda to dinamiko, malo to klimo, da začutim znotraj trgovine. In rečem, wow, totalen kaos. In očitno imam neko predispozicijo, da me kaos bolj privlači od nekega reda, ki je že spostavljen. Zakaj? Zato, ker v kaosu vidim več priložnosti, da iz tega narediš red, kot pa neki, da zgolj vzdržuješ ekosistem. In to me v življenju je vedno privlačilo, malo ta bolj trnova, težja pot. In tu sem videl seveda težjo pot, zato sem rekel, to je to. Aha, zanimivo. Torej, bil si v državni upravi, koliko časa si bil? 5 let. 5 let. Kaj si tam počel? Ja, da ne užalim krga državnega službenca, ne veliko ali pa premalo. Aha, okay. Moje želje so bile seveda večje, drugo pa je, koliko ti je omogočeno, da delaš. Dobro, torej bil si v državni upravi 5 let, kjer si iskal, da bi ta tvoj potencial izživel, pa nisi imel te možnosti. In potem si dobil priložnost, da greš za eno multinacionalko, eno izmed teh 2 trgovskih verig in zbral si ne lažjo, temveč težjo opcijo. Da. Aha. No, in potem? Ja, zberem težjo opcijo, pošljem seveda prošnjo na razpisano delovno mesto in pridem na razgovor. Mislim, že to mi je bilo fascinantno, prvi neki pravi razgovor v življenju. In ker takrat, ko sem seveda končal s fakulteto, so z državne uprave prišli pome in mi ponudili praktično čez noč službo. Zato sem jo tudi takrat sprejel. Takrat sem imel punco, sedanjo ženo in seveda to, zakaj ne bi sprejel priložnosti, da si postaviva štalca. In potem lahko pride tudi ta kravca, to štalca. To je bil izziv še toliko večji. Zdaj seveda grem tja na razgovor in zanimivo je bilo, kako sem službo dobil. Službo sem dobil tako z zelo preprostim pičem, ampak bil je izredno iskren. In ta pič je bil, da si želim, da Lidl nekega dne postane to, kar smo nekoč že imeli, kar smo bili vajeni. Ko si ti prišel v trgovino in te prodajalka prepoznala, ne samo, da te prepoznala po tvojem imenu, prepoznala je tudi to, kar kupuješ, kar daješ v svojo nakupovalno košaro, kot tisto, kar te vedno znova pritegne in obiščeš trgovino. In moj pič je bil, da želim, da trgovina spet postane toliko prijazna do ljudi, kot je to bilo nekoč. Zdaj, če pogledava neko logiko diskonterjev, tisto hiter nakup, pridi, opravi, odidi, je bil to seveda precejšnji izziv in moram povedati, da sem se skoraj v naslednjih 15-17 letih, koliko sem bil v podjetju, s tem izzivom precej ukvarjal. Zato sem tudi vsak teden vse reklamacije prebral. Vsako sleherno reklamacijo kupca. Resnično me je zanimala, kje se lahko približamo tej predstavi, tej ideji, da postanemo trgovina takšna, kot je bila nekoč, malo bližje kupcu. Ne zgolj nek tekoči trak, na katerega prideš in ne odložiš samo svojih izdelkov, ampak si tudi ti del tega tekočega traku, ko te slejko prej odpravijo iz trgovine. Kaj konkretno si naredil v nadaljevanju? Ker, mislim, nisi začel tako kot direktor, ne? Ja. Torej si še nekaj časa rabo
da si se uvajal. Kaj si konkretno naredil, da si to tvojo vizijo izpolnil, da ste bili bolj prijazni v Lidlu kupcem? Začeti sem mogel tako kot vsi ostali. Jaz, kljub temu, da sem bil na tej osnovni menedžerski poziciji, je seveda moje prvo delovno mesto bilo na poziciji prodajalca. To pomeni, počnem vse, kar počne prodajalec v trgovini, in če želim seveda stopničko višje, se moram na tem področju seveda izkazati, upravičiti neka pričakovanja. In zdaj, glede na to, da sem prej bil v vlogi kupca, zdaj sem naenkrat v vlogi prodajalca, sem skušal predvsem razumeti, kako se zdaj iz druge strani približati kupcu, da bo odšel zadovoljen iz trgovine. In ne bom pozabil tisti prvi dan, najprej seveda trgovino čistiš. In ko jo dobro očistiš, napreduje seveda naprej. Lahko začneš zlagati kartone na polico. Potem se učiš, kam karton sodi, kako ga postaviti. In ko se tudi na tem področju izkažeš, pol ti zaupajo tole, tako kot da bi bil nek sin na tem, posebej reflektor usmeri na blagajno. In zala greš na blagajno. In se spomnim, tisto noč ne spiš kaj veliko. Zdaj naslednji dan si na blagajni, zdaj je to čist drug kontakt s kupcem. Torej, ko si prvič dobil priložnost, da boš delal na blagajni, v Lidlu nisi spal? Ne, celo noč. Kaj je bilo to? Tako stresno? Ne, da je bilo tako stresno. To je prvič, predstavljalo mi je to veliko čast, da zdaj lahko napredujem, skozi to, da sem se, po teh prvih začetnih, poskusih, kako se izkazati in upravičiti neka pričakovanja, ki jih seveda v trgovini imajo do tebe, in tu ne govorim samo o šefu, tudi vsi ostali prodajalci te opazujejo, ta bi naj bil tle nek menedžer, da ga vidimo, iz kakšnega testa je, in te seveda preskušajo. In takrat se tudi spomnim, zlagam paleto z oljem, tam imaš tale olfa nožek, moraš odstraniti vso to zaščitno folijo, zato da lahko paleto postaviš noter na njeno pozicijo, in jaz z tistim olfa nožkom ne prerežem samo tele plastike, ampak prerežem tudi plastenko. In se to olje vlije po celi trgovini. In jaz, ko se samo pridem za glavo in si mislim, res nesposoben. Kako bom jaz sploh nek menedžer v tej trgovski verigi, če nisem sposoben enega olja noter postaviti. In seveda takrat, ko si ti v stiski, te začnejo ljudje drugače gledati. Tudi ostale prodajalke, prodajalci, ki so bili v tisti trgovini in pridejo do mene. In jaz sem mislil, zdaj bojo me vsi tako še dodatno sesul, tako sem že bil čisto obupan, zdaj bom pa še dobil neko porcijo zraven. In mi sam reče, Gregor, nisi ne prvi in ne zadnji. Vsem se nam je že to zgodilo. Lej, ti pomagam, ampak ti tudi zaupam recept. Vzami vročo vodo, noter res nalij, daj tisti cel liter, tizga, čistila noter, ker ti bo bistveno lažje šlo potem to z keramike, da kdo ne pade. Tamle na začetku postavi tisto opozorilno tablo, da se res komu kaj ne zgodi, vzami si čas in počisti v miru. Ker bolj boš hitel, ne priporočam. In jaz sem se seveda tistega lotil, tisto čistim, valjda, vmes zakolneš 100-krat, si misliš, še vedno super, hvala za te pomrijoče besede, ampak sem sposoben sploh paleto noter postaviti. In pol časoma, ko vidiš, ko greš skozi te vse vzpone in padce, postaješ pri tem, kaj počneš, seveda vedno boljši, kar pomeni boljši, vedno bolj učinkovit. Potem tisto paleto že noter postaviš, s tistim olfanoškom že začneš prav plesati. In tako, tisto mojstersko odstraniš tisto embalažo in to zgleda res vrhunsko, vse palete zložene točno na linijo. In skozi to, neko izkušnjo, glede na to, kakšna je na začetku, koliko je težka, rasteš in pridobivaš samozavest. In to je danes pomembno, kar sem tudi spoznal. Ti lahko greš v nek prostor in se dela samozavestnega. Ampak to ni ista samozavest kot tista, ki jo pridobiva skozi neko izkušnjo. Predvsem skozi napake. In tako, kako te napake potem z nekim boljšim, bolj učinkovitim načinom delovanja seveda znaš odpraviti. To je tisto, kar ti daje tisto pravo samozavest. No, ampak, če se vrnemo nazaj na blagajno, te izkušnje tule še nisem imel. Zdaj, lahko bi me ti postavil kamorkoli v trgovino, zložil bi ti tiste kartone, kakorkoli želiš, ampak blagajna je blagajna. To je pa zdaj tisti vrhunec te moje začetne poti. Poleg tega je bil še en izziv,
Izziv je bil, da takrat blagajne niso bile takšne, kot so danes, ker ti, ne vem, imaš sliko z banano, stisneš banano, jo tam stektaš in ti takoj pride, ne vem, na blagajno znesek. Takrat si vse za 120, 130 vseh izdelkov pri sadju in zelenjavi, kasneje se tudi kruh do peka priključila temu sistemu delovanja, si jih mogel znati na pamet. To pomeni, nauči se šifro za češnje in potem drug dan pridejo češnje bez košic. Z drugo šifro. Z drugo šifro. Bog pomagaj, ne? Potem se ti lahko zdi, da boš kaj zamenjal. Najhujše, ko imaš ti neko vrsto sadja ali pa zelenjave, imaš 5 različnih opcij, recimo tako kot pri grozdju. Imaš grozdje takšno, grozdje brez pečk, grozdje, ne vem, sezonsko, grozdje spet malo drugačno, grozdje, ki je že pakirano, grozdje, ki ni pakirano in zdaj se seveda vse te šifre naučiti. Čakaj, nisi imel plonk listka, da si lahko Ne, seveda ne. Mislim, ni časa. Aha. Ni časa, ti si na blagajni, kupec pride, čaka, da seveda svoj nakup čim prej opravi in ti moraš zdaj kar streljati sebe vse te številke. Tako da ni bil samo razlog, zakaj je bila tista noč neprespana, povezan s tem, da je seveda bilo vznemirjenje to visoko, ampak tudi povezano s tem, da še vsaj nekajkrat ponovim vse številke, da ko že pridem na blagajno, da se teh številk spomnim. Bravo. In pridem na blagajno. In Aleksander, pozabim vse številke. Niti prve, tiste osnovne, ki je za banane, se več nisem mogel spomniti. In kva pa zdaj? A sem sploh sposoben biti na blagajni? Kako bom šele nek menedžer, če nisem sposoben biti na blagajni? In seveda me sodelavka opazuje sosedne blagajne in sama reče: Gregor, Enka so banane. Ja. In takrat je steklo in jaz sem se spomnil tudi vseh ostalih. In potem je ta del stekel. Ampak kaj to pomeni, ne? Koliko je dobro takrat, ko si sam v neki negotovi situaciji, koliko je dobro imeti neko roko, ki te takrat prime, potegne ven, ali pa nek glas, ki te zna pomiriti, ali pa dovolj nek pogled, ki ti daje ta občutek, ne vem, vse bo ok. Tako kot te malo poslušam, imam občutek, da si imel kar nekaj dvomov na tej tvoji poti. Ves čas imam dvome, še danes. Kako to s tem nauči se s tem delati. Enostavno, ti dvomi imajo seveda tudi svoje prednosti. Prvo je, da poslušam te dvome, ampak to še ne pomeni, da se nečesa ne bi lotil. Kvečemo toliko bolj. Bolj kot dvomiš, prej se lotiš. Prej se lotim. To je recimo en del tega recepta. Drugi recept je pa ti dvomi me delajo boljšega. Zakaj me delajo boljšega? Zato, ker me ohranjajo v neki vlogi večnega učenca. In če vidim, da mi nekaj ne gre, potem se lotim tega še toliko bolj skozi te oči, skozi to radovednost učenca, kaj lahko tu zboljšam, kaj lahko do naslednjic spremenim. In to je tisto, kar me žene. Zato sem za te dvome kar po eni strani zelo hvaležen. Na začetku te seveda motijo, ker si mislijo, ne vem, odkud zdaj to prihaja. Je to zdaj oče nekje, ne vem, ki ti skuša povedati, ja, sine, veš, nisi še tam. A so to vzgojitelji, a so to učitelji, ki ti tudi z oceno znajo povedati, opa, nisi še tam. Ampak sčasoma jih sprejmeš kot del te igre in kot del tega procesa, kako lahko postajaš boljši, bolj učinkovit v življenju. In to počnem povsod. To počnem kot oče, to počnem kot mož, to danes počnem kot coach, kot mentor, kot sodelavec. In to sem počel tudi prej kot prodajalec, potem poslovodja, kot menedžer in na koncu tudi kot direktor podjetja. In sem tudi kot direktor imel dvome. Torej iz tega, ki si rekel, da si prišel na blagajno, nisi vedel številke banan, si potem postal direktor celotnega podjetja. Ja, zanimivo. Ja, zanimivo. Začel si v bistvu, kako majhen kolektiv je bil, ko si začel in kako velik je bil, ko si zaključil? Mi smo takrat seveda začeli v Avstriji, ker v Sloveniji še ni bilo trgovin, tako da je bil tu še nek dodaten dejavnik, ki je mogoče dodal še kak trn na tej poti, na tej trnovi poti. To je že učenje jezika. Ne samo učenje jezika. Zdaj v Avstriji ni dovolj, da ti znaš nemško. Zdaj sem dober, da razumeš tudi nekoga, ki živi na Tirolskem, nekoga, ki živi tam severno od Dunaja, nekoga, ki živi na Štajerskem ali na Koroškem. Ker to so popolnoma, temu lahko rečemo, to je nemščina, ki je dobila ta avstrijski dodatek, ki je odvisno od regije precej drugačen. Tako da se tudi tega dela malo učiš. Ampak na koncu vidiš,
tudi neko zaupanje, ki ga skozi nek tak proces dobivaš, je potem spet, se mi zdi, odpre neka vrata, tudi ko so me poslali potem na popolnoma drug konec Avstrije, spet malo tega lokalnega dialekta, ki ti je spet malo nenavaden, ampak če sem zdaj že dvakrat se bil sposoben tudi spoprijeti z enim takim izzivom, kot je tole, zakaj se ne bi še tretjič. In ti spet daje nek dodaten občutek nekega samozaupanja. In skozi to samozaupanje se seveda tudi tvoje delo izboljšuje, in rezultati tvojega dela so boljši in boljši. In to je verjetno tudi razlog, zakaj so me kasneje poklicali v Slovenijo, ker sem se začel ukvarjati z pripravo učnih gradiv za prve poslovodje, za prve prodajalce in tudi s tem, da sem jih dejansko večino zaposlil. Tako da sem še zelo dolg, ker so seveda radi ostajali v podjetju, številne sodelavke in sodelavce prepoznal po imenu. Pa ne samo to, prepoznal tudi potem, kako živijo, koliko otrok imajo, tudi s tem, da so delili z mano svoje življenjske zgodbe, da sem tudi jaz svojo življenjsko zgodbo delil z njimi. In to potem na koncu tudi ustvarja neko dodatno lepilo v neki organizaciji, dviguje neko kulturo medsebojnega sodelovanja in na koncu tudi sobivanja v nekem takem podjetju. Torej, rekel si, da si začel v Avstriji, potem si se premaknil sem in kolektiv takrat je bil manjši. Mogoče je tudi lažje takrat na tej osebnem nivoju ostati. Ja, bistveno. Ko je podjetje zraslo, potem je bilo to mogoče malo težje. Ja. Povem samo še zmeraj številka. Koliko zaposlenih je bilo v Sloveniji, ko ste začeli s prvo poslovalnico in približno koliko je bilo, ko si šel? Jaz, ko sem začel, nas je bilo tam nekje okoli 30, morda še malo manj. In na koncu, ko sem zapustil podjetje, nas je bilo nekaj čez 2000. Wow. Ja. Torej, voditi 2000 ljudi, je pa kar neki izziv spet. Je izziv, ampak zavedanje, kako vodi 2000 ljudi, pride skozi to, da jih dejansko 2000 ne vodiš. Ampak vodiš sodelavke in sodelavce, ki so v tvoji neposredni bližini. To je bila seveda uprava tega podjetja, poslovodstvo v Sloveniji. In če si tu učinkovit na tem področju, kako vodiš teh 5, 6, 7, 8 do 9 ljudi, potem boš časoma vsak izmed njih prepoznali, kako vodi svojih 5, 6, 7, 8 in 9 in potem vsak izmed teh svojih 5, 6, 7, 8, 9, dokler ne pride to do nekega kaskadnega prenašanja neke energije znotraj organizacije, ki seveda skozi neki določen trenutek, nek določen moment ustvari ta klik. In potem organizacija začne delovati. To je to. Je pa potrebno biti precej potrpežljiv. V prvi vrsti predvsem skozi neko zavedanje, a je zdaj ta energija, ki jo dajem v organizacije, energija, ki to organizacijo povezuje, ali je to neka energija, ki te organizacije ne povezuje in dejansko povzroča nek nepotreben kaos, nek razkroj v tej organizaciji skozi razkroj nekih medosebnih odnosov. In to je bilo tisto bistveno, kar sem mogel spoznati, da v osnovi ne vodim 2000 ljudi, sem odgovoren za 2000 ljudi, ampak vodim zgolj 6, 7, 8, 9 ljudi. Kako si te ljudi izbral? Zelo veliko jih je že bilo v paketu. Na ta način, da smo skupaj začeli in številni moji sodelavci so bili del te prve generacije regionalnih menedžerjev, ki smo takrat nekako orali ledino v avstrijskih trgovinah in se kasneje vračali v Slovenijo skozi različne menedžerske pozicije, tako da večina jih je bilo izbranih zame in to so tudi sodelavke in sodelavci, s katerimi sem delal praktično do konca. Ostali so pa seveda prihajali iz podjetja, predvsem, kar mi je bilo izredno pomembno in to je bil tudi eden projekt ali pa neko osebno načelo, ki sem si ga zadal v podjetju, kaj moramo v podjetju vzpostaviti, urediti in narediti, da ima vsak prodajalec možnost, da nekega dne pride do najvišje pozicije v podjetju, do direktorja. Torej, če te prekinem samo toliko, torej nekdo, ki dela na blagajni, ima možnost, da postane generalni direktor. Ja, to je bila ideja. Zdaj, ali bo prišel do tega, je seveda drugo vprašanje, ampak ne zdaj skozi neke ovire, ki mu jih postavlja ekipa, ampak skozi neke ovire, ko sam reče, prišel sem do regionalnega menedžerja in to mi je čisto ok. Ali pa prišel sem do vodje prodaje in to mi je čisto ok. Moje ambicije sem več kot presegel. Ampak sistem ti mora dati možnost, da prideš od stopne pozicije v podjetju do samega vrha. To možnost sem tudi sam dobil. Zato mi je bilo to pomembno, to zavedanje. Zakaj je pomembno biti tam na tisti blagajni, res najboljši možen prodajalec, koliko si lahko. Ker šele potem si zaslužil, pridobil
možnost, da prideš na naslednjo stopničko in naslednjo stopničko. Kaj to pomeni? Če sem imel to pot za sabo, se bom zavedal, kaj je na vsakem izmed teh korakov potrebno razumeti. In potem se začneš kot direktor podjetja popolnoma drugače vesti do vsakega izmed členov v tej verigi. Zato, ker začneš razumevati, zato, ker si nekoč bil tam in razumeš njegovo frustracijo, razumeš njegovo bolečino in lahko mu pomagaš. Ne na ta način, da nekaj narediš namesto njega, ampak na ta način, da veš, kaj bi zdaj lahko bil naslednji korak in mu mogoče sam ga malo spodbudiš tja, da je potem sposoben ta korak narediti. Podobno kot jaz, ki sem tisto paleto z oljem razrezal. Rabo sem samo nekoga, ki je bil prisoten, ki je rekel, Gregor, tudi meni se je že to zgodilo. Samo vzami tam vedro, natoči noter čistilo, pa gledaj vroča voda, ki bo šlo hitreje. Torej, napake, tako kot si rekel, so del učenja, del procesa in ni nič narobe, če kdo napako naredi. In ključno je, da ima nekoga, ki mu pomaga to napako potem rešiti ali pa odpraviti in se nekaj naučiti z tega. Mislim, to je nujno. Zdaj, poznaš tudi Brian Tracyja, ki je večkrat rekel, če želiš biti še uspešnejši, podvoji število svojih napak. In s tem se absolutno strinjam, zato ker to niso napake, zato jih tudi ne imenujem več napake. Napake so zame neumnosti. To pomeni, da si kot tisti osel, ki gre večkrat na led, počneš ene in iste stvari, pa pričakuješ nek drugačen rezultat. To je napaka, to je neumnost. To je, če bi vsak dan tisto olje prerezal, bi bila napaka. Pol je to napaka, zato ker je zdaj že to neumnost, ker si nič nisem iz tega naučil. Ampak to, kar mi danes nekako razumemo pod napako, gre pa za preizkušnjo. To pomeni, soočam se z nečim, s čimer se še nikoli nisem soočil. Zdaj pa lahko imam srečo, pa mi prvič rata, ali pa mi v večini primerov ne bo ratal. Ker tudi, če mi je prvič ratal, še ne pomeni, da mi bo drugič ratal, ker potem ne vem, zakaj mi je ratal. Če pa naredim napako, da mi ne uspe, se bom pa iz tega nekaj naučil, ali pa vsaj dobim priložnost, da se nekaj naučim. Kar pomeni, naslednjič se bom tega že lotil na drugačen način. In tako razvijam svojo formulo za uspeh, svojo formulo odličnosti. In ni odličnosti brez učenja skozi napake. Jaz ne morem danes biti odličen v tem, kar počnem, če nimam svoje formule za uspeh. In edini način, kako formulo za uspeh ustvariti, je skozi napake in to lastne. Skozi te preizkušnje, ker potem postanejo to izkušnje. In šele potem lahko nekoga učim. Danes imamo 20-25 letnike, ki učijo druge. Ampak moje vprašanje je, koliko si imel v življenju preizkušenj, ki so danes postale te izkušnje, da lahko to modrost prenašaš naprej. Ker če jaz učim na podlagi tega, ker sem prebral neko knjigo ali pa videl en tako zanimiv YouTube video, pol najverjetneje bom v tem, kar prenašam naprej, precej enodimenzionalen. Pomeni, da človeka, ki je na drugi strani, zelo verjetno ne bom naučil. In bo seveda sam prisiljen iti skozi neko svojo preizkušnjo, da ta postane izkušnja. Kaj je formula za uspeh, če začneva na blagajni, nekoga, ki dela na blagajni? Po kriterijih, s katerimi lahko potem pride ta do generalnega direktorja. Ker recimo, tako kot jaz kot kupec opazujem, recimo Mercator, Spar, Lidl, Hofer, recimo te večje trgovske verige v Sloveniji, bi rekel, da sta mogoče Hofer in Lidl izjemno učinkovita ali pa hitra na blagajni. Hitrejša, morda. Torej, hitrost, kako nekdo procesira stranko, je to en kriterij? Kako meriš uspeh? Pa si meril? Ja, na blagajni. Uspeh na blagajni je bil, vsaj v Lidlovem primeru, pa danes vidim, da to tudi nekateri trgovci prevzemajo, definiran skozi formulo 2+1. Oziroma drugače moram reči, 1+2. Zakaj? Ker ta enka predstavlja kupca, ki je v tem trenutku pri meni v procesu skeniranja izdelkov in pospravljanja v vrečko ali pa voziček. To je ta enka. 2 zraven, ta +2, pomeni, da največ 2 lahko čakata v vrsti. In to je bila ideja tega, zakaj so Lidlove blagajne in blagajne v Hoferju tako hitre, zato da se vrste ne nabirajo. Zdaj bo nekdo seveda rekel, pa dajte več blagajn odpreti, da ne bo vrst. Samo potem pada učinkovitost tega sistema. Zato, ker
Ideja tega je, da seveda pridejo ostali prodajalci, vskočijo takrat, ko sva midva morda že na 4. kupcu, ko se ta formula 1+2 sesuje, ampak da se vrne istočasno tudi nazaj na vsa druga pravila v trgovini. Zato, ker en prodajalec v Lidlu ne dela sam na blagajni, ampak pospravlja blago, ureja trgovino, vmes čisti, skrbi za skladični red, morda že kot nek dnevni asistent tudi opravlja določena naročila v trgovini in vse so to nekako naloge, ki jih je potrebno v dnevu opraviti. Zdaj pa, zelo enostavno, če greva na ta sistem diskontne učinkovitosti, pa je, več imaš ljudi za to, da to opravijo, večja je verjetnost, da potem seveda tudi nek obseg, neka masa plač v eni taki organizaciji raste. Zdaj, višje kot je masa plač v neki taki organizaciji, večja je verjetnost, da bo potrebno to pretvoriti v razliko v cenah. In zato imamo danes to razliko, zakaj pri enem trgovcu izdelek enake ali pa celo slabše kakovosti stane več, kot recimo to stane, ne vem, v neki diskontni trgovini. Zdaj bo nekdo rekel, seveda, ampak a ni to nekako neprijazno do zaposlenih v trgovini. Ideja tega je tudi istočasno, ne da nekdo opravi dvojno delo, da s tem nadomesti 2 človeka, ampak da opravi vsaj 30% več, kot bi naredil običajno, če bi še imel nek dodaten par rok. Kar pomeni, zato tudi pridobiva višje plačilo. In to pomeni, da je on v 1 uri sposoben opraviti 30% več dela, kot je recimo nekdo to sposoben v nekem klasičnem okolju, nekem klasičnem trgovskem formatu. Ampak zato ga je potrebno tudi več nagraditi. Zato, da tudi ta dodatna nagrada spodbuja to dodatno motivacijo. Za kar je potrebno seveda pogledati. Ni zdaj ideja, da ti v enem letu zamenjaš ves kader, zato ker je ta preotrujen zaradi doseganja te visoke stopnje učinkovitosti. In ideja vsega skupaj je, da se istočasno tudi sistemi v trgovini razvijajo v smeri, zato da ljudje postajajo vedno manj obremenjeni v nekem takem trgovskem okolju. Torej, še enkrat, da bom jasno to razumel, za biti uspešen mora biti hiter, nasmejan. Je kakšen kriterij, kako pridem jaz, da bi zdaj se zaposlil kot prodajalec za eno blagajno in z vizijo, da bi postal generalni direktor, je to pravo razmišljanje, hitrost, prijaznost, fokus, samo da razumem, ne? Ja, pravo razmišljanje, in to je tudi nekaj, kar danes počnem seveda z svojimi strankami, ker se učimo učinkovitosti. Je tako imenovana učinkovita zavzetost. To sta 2 pojma, ki na prvi pogled ne gresta skupaj. Ampak izhaja ravno iz te zavzetosti. To pomeni, če imam jaz v svoji ekipi zaposlene, ki v tem, kar počnejo, vidijo smisel, imajo ta občutek varnosti, da so na pravem mestu. To pomeni, da lahko tudi izpostavijo svoje kontraargumente, lahko izpostavijo svoje bolečine, svoje težave. Potem obstaja bistveno večja verjetnost, da bodo seveda zaposleni dosegli višjo stopnjo zavzetosti. In posledično bodo tudi bolj učinkoviti. Zakaj danes, zdaj pa da še pogledamo malo to temno plat nekih diskontnih sistemov po svetu, ponavadi izhajamo izključno iz prvega pojma. Ja, višja stopnja učinkovitosti, potem pa od tebe zahtevam zavzetost. Zgodba mora biti obrnjena. To pomeni, šele ko jaz dosegam to višjo stopnjo zavzetosti, višjo stopnjo motivacije, da ljudje prihajajo zadovoljni v službo, šele takrat bo pozitivni učinek tega, da bodo tudi bolj učinkovito delali. In to ponavadi v organizacijskih okoljih pozabljamo. Mi rečemo, dam ti nagrado, šele če boš ti učinkovit. Zgodba mora biti drugačna. To pomeni, v našem okolju že od prvega dne nagrajujemo sodelavce nadpovprečno. Zato, ker se zavedamo, da višja stopnja zavzetosti ljudi v okolju, v katerem delujejo, spodbuja višjo stopnjo učinkovitosti. In tu je ideja vsega. Odlično. Daj mi povej še nekaj tvojih osebnih strategij, ki si jih uporabljal v tistem procesu, mogoče pa tudi danes. Predvidevam, da je bilo to delovno mesto, ki je zahtevalo kar nekaj ur dela. Koliko ur poprečno na dan si kot vodja take ekipe rabil biti tam? Naliva si čistega vina. Na začetku sem bil precej neučinkovit vodja. Zdaj, nekdo bi rekel, če bi šli seveda na te neke kakovostne oznake, bil sem slab vodja. Zakaj sem bil slab vodja?
Pa to za ni noben izgovor. V prvi vrsti takrat ni obstajala šola za vodje. Ja. Moj oče je bil obrtnik in je seveda deloval po precej obrtniški logiki. To pomeni, imel je čistilni servis v Mariboru in moj oče je bil kot perfekcionist seveda tak in verjetno je neki te iskre preskočili tudi name, je da je po tistem, ko je njegova ekipa opravila svoje delo, šel za vsemi popravljati, zato da je bilo vse perfektno, ker kaj si bo pa nekdo o meni mislil, o mojem podjetju. In jaz sem na podoben način pristopil tudi seveda v nekem korporativnem okolju, predvsej s to obrtniško logiko. Kar pomeni, za svojimi sodelavkami in sodelavci sem se popravljal. Tudi če je bilo nekaj dobro, ni bilo to v skladu z nekim mojim standardom. Pa to ne pomeni, da moj standard bil boljši, ampak to je bil moj standard. In nisem si mogel pomagati, da ne bi stvari skušal v skladu z svojim standardom še pod narekovaji seveda izboljševati. In to sem počel. Kaj se sčasoma seveda začne dogajati? Sčasoma se začne dogajati to, da na tvojo mizo prihajajo vedno slabši ali pa manj dodelani in izdelani izdelki. Dokaj si ljudje seveda mislijo, se tako, Gregor bo vse popravil, zakaj bi se jaz trudil, bom pa jaz bolj učinkovit. In kaj je problem? Bolj ko si ti aktivn kot vodja, da posegaš v sistem, da rečeš, tako je potrebno nekaj narediti, večja je verjetnost, da se tvoja ekipa pasivizira. Zelo preprosto. Ker če ti daješ tudi skozi svoje dejanje, ne samo skozi besede, ekipi občutek, da so nesposobni, in zdaj se vrniva na neke svoje občutke, pri rezanju, plastenk z oljem, blagajne in vsega ostalega, vidiš pravo ogledalo. Ti bo ekipa rekla nazaj, Gregor, je prav imaš, očitno smo zate res vsi nesposobni. In v tvojih očeh postajajo sam še bolj nesposobni, čeprav niso, ampak enostavno v njih ugaša ta potencial. Pomeni, postajajo manj zavzeti in posledično postajajo manj učinkoviti. Spet sva pri tej formuli. Potem seveda ti s časom ugotoviš, zato se je dobro izobraževati v življenju, ker ti ravno izobrazba, neko znanje, ki ga ti pridobivaš, morda nastavi še kakšno drugo gledalo. Bolj iskreno. Zato, ker v nekem določenem trenutku si ne moreš reči, pa se valjda vse, kar drugi pišejo, pa so dosegli neke uspehe v življenju. Vse je verjetno tja vodila neka pot. Zdaj, jaz še nisem tam. Pomeni, da je moja pot v tem trenutku neustrezna ali pa neučinkovita. Zato danes bistveno bolj kot v tako imenovane smart cilje, verjamem v smart pot. Bistveno bolj. Ker če imaš smart pot, boš dosegel katerikoli cilj si zamislil. Kakšna je razlika med smart ciljem in smart potjo? Rečemo, smart cilji so seveda tisti, ki so specifični, ki so merljivi in tako dalje. Narava skozi teorijo. Ampak kaj mi to pomaga, če jaz ne vem, kako tja priti? Če nimam navad, če nimam nekih strategij, nekih algoritmov, kako bom seveda te smart cilje dosegel, če nimam neke osnovne discipline, če se ne učim iz svojih preizkušenj, potem to ne postajajo izkušnje. In če jaz ne pridobivam na tej poti izkušenj, jaz tega cilja nikoli ne bom dosegel. Preprosto. Zato je to pomembno, da če želim seveda na tej poti pohitriti to časovnico, kako želim nek cilj doseči, podvoj napake. Delaj na tem, da boš dobil, da boš šel čez čim več preizkušenj, zato da boš imel potem izkušnje, ki te bojo potem popeljale do tega cilja. Ta del je tu bistven v tem primeru. In ta del mi ni bil jasen, ker sem imel ves čas v glavi neka pričakovanja, neke cilje, ni mi pa bilo jasno, da do tja vodi seveda neka določena pot. Oziroma bolj sem se spraševal, kaj, kot pa kako. In danes je bistveno vprašanje, kako nekaj doseči. Ne kaj želim doseči, ampak kako bom to dosegel. Ker pričakovanja imamo vsi, želje, cilje, hotenja, marsikaj. Ampak kje se nam zalomi? Zalomi se nam ravno na tej poti. Pri tem, da ne najdemo odgovora na vprašanje, kako. Rekel si, da si bil na začetku slab vodja. Ja. To pomeni, da si preverjal in nadziral praktično ekipo, sodelavce. In koliko časa si takrat recimo porabil v službi? Imaš kakšne... Bolj ko si nagnjen k temu mikrovodenju, mikromanagiranju, več časa boš porabil. Zato, da to upravljaš. Pomeni ne samo več časa, ker danes ne rad govorim o času, ampak o energiji. Pomeni tudi posledično bistveno več energije. Ker pomeni, da si precej neučinkovit pri tem, kako seveda to mikrovodenje izvajati. Do nekem določenem trenutku, ko si nekje na dopustu in 3/4 dneva prebiraš seveda maile, poleg tega, da si rečeš,
prosti. Bil bi neodgovoren vodja, če bi si privoščil več kot 5 ali pa 1 teden dni dopusta. Torej, na dopustu si ti pol dopusta ali pa še več porabil. Jaz sem na dopustu bil v firmi. Ves čas. Jaz sem bil sicer na drugi lokaciji, ampak še vedno v podjetju. In pol v nekem določenem trenutku ti stvari postajajo bolj jasne. In ta trenutek je ponavadi tisto, ko ti telo reče ne. Ne več. In pri meni je bila to hrbtenica. Jaz sem nekje 7 let po tistem, ko sem začel voditi podjetje v direktorski vlogi, faso prvo hernijo. Koliko si bil star takrat? 35. Pri 35. Jaz sem sicer dvignil kavčke, ampak to ni imelo nobene veze s kavčki, ampak to mi v tistem trenutku še ni bilo povsem jasno. Kar pomeni, iz tem, ko sem šel prvič na led, se nisem naučil. Pol sem osel, ampak to sem šele kasneje ugotovil. In pol sem se tudi odločil, da ne bom več osel, da je smiselno, ne, če mi seveda telo nekaj govori, da začnem telo tudi poslušati. In to sem kasneje počel. Namreč, ko se sooča z nekim takim izzivom, kot je tako prelomljena hrbtenica, ki ti onemogoča, pa vsaj v veliki meri omejuje neko normalno delovanje, vsaj v skladu z nekimi strategijami, za katere si mislil, da so pravilne. In srečaš ljudi, ki so to že videli neštetokrat. In ti dajo pravi feedback, ta vodstveni feedback, feedback dobrega vodje, feedback odgovornega vodje. Gregor, če boš v tej smeri nadaljeval, te naslednji čaka še kaj. In s časoma začneš poslušati. Jaz sem šele začel poslušati pri drugi herniji. Aha, to je prva hernija bila pred 35, druga hernija. Druga, pa tako. Pol sem bil sicer v tej fazi, ko sem slišal, dobil informacije, ampak nisem si še znal s temi informacijami kaj veliko začeti, zato ker sem se jim zelo opiral, pa skušal dokazovati, ne, vi se motite. Če ti si še zmeraj hodil normalno službo, še zmeraj. Koliko ur si delal, še zdaj mislijo številke? 8, 9, 10. Ne bi te rad prestrašil, ne, ampak to je šlo tam tudi do 12 ur na dan, seveda, komot. Torej si šel zjutraj, si bil v službi kdaj? Med prvimi, ne, tudi kdaj o 6:30 zjutraj. 6:30? Potem med zadnjimi odšel. Tam tudi po 9 uri, včasih je bilo še več kot 12 ur. To je 14 pol. Tudi kdaj. Ja. Aha. Torej 14 ur na dan si delal lahko, dobil si prvo hernijo in si kakšne tablete šel z zdravniku, kaj si takrat? Ne, jaz ne bom rekel, da sem lahko delal, ne, 14 ur. Moral sem delati 14 ur, zato ker je bilo to v skladu z mojim prepričanjem. Aha. Da tako se podjetje vodi. Razumem. Ampak to je bila tista faza vodenja podjetja, kot sem rekel, tako. Pozabil sem poprašati, kako bi pa vi to naredili, kako bi pa vi to spremenili. In v nekem določenem trenutku, Aleksandar, se seveda vprašaš, zakaj je tu par 100 ljudi, če imam občutek, da vse počnem jaz. Sam še jaz toliko superioren. Sam še za blagajno bi lahko šel. Mislim, tudi to sem že počel. Tudi to. Pa sem kdaj bil v kakšni štacuni, takrat smo še nosili kravate, sem seveda kravato tule zataknil za srajco in začel zlagati kartone. Zdaj prvič, z 2 razlogoma. Prvič, zato da pomagam, ker vseeno je pa ta altruistični del mogoče v meni prevladoval, drugi del pa, da pokažem, kako se to dela. Da kljub temu, da tega že vse 5 let nisem počel, še vedno to zmorem. Da pokažeš, da si res tisti nezlomljiv, nepremagljiv vodje. Tukaj seveda ne poči. In imaš prvo razpoko v oklepu. In ponavadi, zato ker si seveda zelo prepričan, da je to edini način, edina smart pot, ki vodi do nekega cilja, prvič ne slišiš. Pol se pa drugič zgodi. Ponavadi je ta druga razpoka v oklepu bistveno večja in bistveno bolj boli. Mislim, jaz imam podobno metaforo, ki jo ti razlagaš, je, da dobiš klic, klic Boga ali pa vesolja, narave in ti reče, zdaj pa nekaj spremeni, in bolj, ko se klicu ljudje upiramo, bolj boleče je potem, ko rečeš, zdaj pa bom res nekaj naredil. In pri meni je bila to bolnica, jaz sem končal v bolnici, na podoben način izgorel in tako, da na koncu se nisem rekel, v redu, se predam, ne bom se več upiral in naredim spremembo. In pri tebi, če prav razumem, kakšen je bil ta časovni razkorak med prvo in drugo hernijo? To je bilo nekje 3 leta. Po prvi sem že določene informacije vedel, deloma že razumel, nisem še pa jih dojel. In ko se je drugič zgodilo, sem dojel v sekundi. Takrat več ni bilo potrebno ničesar reči, spomnil sem se čisto vsega,
kar sem se seveda v teh 3 letih Upiral. učil, ne pa naučil, upiral, kakorkoli. Ja. Pa vse dokaj se ne naučiš, se upiraš. Ko se pa nehaš upirati, se pa naučiš v življenju. Ja. In pol mi je postalo jasno. In sem se ekipi upravičil. Za vse nazaj. To si šel do njih in si Ja. rekel, kaj? Ja. Prva stvar, ki sem seveda rekel, je bilo res iskreno opravičilo. In ekipa najprej ni razumela, zakaj se opravičujem. In spomnil sem se vsake svoje besede, vsakega dejanja, ko sem zdaj po tem drugem, ne več preizkušnji, ampak izkušnji, dojel, kaj sem komu rekel, ali pa kaj sem storil in naredil nekomu krivico. In se v prvi vrsti, brez da naštejem vse, kar sem rekel, kar sem naredil, opravičil vsem, ki sem jih na kakršenkoli način prizadel. To je bila prva stvar. To si naredil 1 na 1 ali 1 na mnogo? Imeli smo eno priložnost, ko smo bili kot skupina skupaj. In super mi je bilo, da sem takrat sam vztrajal. Čutil sem prvič, ker sem morda skozi tudi to drugo preizkušnjo dojel, da nismo drugega popolnoma iskreni. In da mi moje sodelavke in sodelavci govorijo stvari na način, kako menijo, da bi jih jaz želel slišati, ne pa kako dejansko tudi so. Ker ko so ti rekli, tako ko jih nisi ti hotel slišati, si kaj ti naredil takrat? Enostavno nisem poslušal. Kaj šele slišal. Potem sem pa bil pripravljen poslušati in prvič tudi slišati. In ko so se odprli, seveda, ker sem vztrajal, sem rekel, z tega prostora ne odidemo, dokler si ne povemo vsega. In povemo to na res brutalno iskren način. Na začetku seveda, zelo težko ekipo zdaj prepričaš, da ima tu popolno območje zaupanja, neke varnosti, da se lahko odpre. Ampak sem vztrajal. In všeč mi je bilo, da sem vztrajal. In do konca dneva smo si povedali res marsikaj. Za vse nazaj. Jaz sem tisti dan se peljal domov, sedel še 1-2 uri v avtomobilu in res jokal. Ne samo zato, ker mi je bilo sram, za vse, ampak tudi zato, ker nisem vedel, kaj za narediti. A se še sploh vrniti nazaj. To mi je bilo še dodatno, neko breme, ampak zdaj smo spet pri tem, pri teh dvomih. Naslednji dan sem vstal, se vrnil nazaj. Mogoče nisem vstopil v podjetje, v sprejemnico, upravne stavbe z dvignjeno glavo. Ta je bila zagotovo povešena. Tudi pogled je bil malo tako. Veš, kot tisti, ko se vrneš nazaj v tiste otroške občutke, ko si nekaj naredil narobe in zdaj ti je precej jasno, da nekaj ni v redu. In tako sem šel tudi do svoje pisarne. Tisti dan nisem niti nikomer prav pogledal v oči. Ampak že to, da sem se vrnil nazaj, da sem zbral ta pogum, da se skušam redefinirati kot vodja, mi je do konca tistega dneva dalo nek občutek, če tega ne naredim, potem si v življenju tega ne oprostim. In verjamem, da mi tudi sodelavke in sodelavci ne bojo oprostili. In potem se je podjetju začelo vse spreminjati. Zdaj, iz nekega jasnega odgovora, tako je nekaj treba narediti, tako kot je včasih oče rekel, ko te nekdo, tako, tudi če te ne vprašaš, zakaj, zato ker sem jaz tako rekel, zato ker jaz nosim vso odgovornost, začneš spreminjati svoje besede in začneš postavljati bistveno več vprašanj. Kako pa ti razmišljaš, kako bi pa ti naredil? In v naslednjih tednih in mesecih sem strani sodelavk in sodelavcev dobil toliko izjemnih odgovorov, da se na koncu jaz vprašal, kaj sploh jaz tule počnem. Da se je ta ekipa obvlada vse. In šele takrat sem dobil pravi občutek, da sem vodja, da nisem na vrhu neke piramide, ampak je moja naloga, da sem čist spodaj in da cel ta sistem podpiram. In takrat se spremeni resnično vse. Takrat sistem
takrat organizacija z tem lepilom, ki ga ne predstavljaš več ti kot vodja, ampak izključno skozi nek svoj port, ampak s tem lepilom, ki ga predstavlja res neka višja raven teh medosebnih odnosov, takrat se organizacija ne bori več za preživetje, ampak začne dejansko živeti. In takrat začne iskati te pametne poti, to smart pot, ki te na koncu vodi do katerega koli cilja. In pol sploh več ne rabi zelo veliko razmišljati o ciljih, ampak samo razmišljaš o tem, o tej poti. Ne kaj počnemo, ampak kako to počnemo. In zato še danes rad poudarim, ne, v osnovi, jaz še danes ne vem, kaj sem počel v trgovini. Jaz sem po izobrazbi sem pravnik. Kaj jaz počnem v trgovini? Nisem bil niti nek entuzijastičen nakupovalec, tudi kasneje ne. Ampak ni mi pomembno v organizaciji, kaj počnemo, kot to, kako to počnemo. In tu je bistvo vsega. Če bi danes nek vodja ne poslušal, spremljal in je počel, pa počne to, kar si ti počel kot vodja v preteklosti, ne, je tvoj nasvet ta, da se iskreno pogovori z ekipo, da jih prosi odpuščanja, ker jih ne dovolj posluša. Čeprav razumem, je bilo tvoja sprememba predvsem v tem, da si jih začel bolj poslušati in ne se jim opraviči. Sem prav razumel formulo, ki si jo ti uporabil. Torej, opravičilo, da ekipa, ti si kot skupino jih zbral skupaj, si se vsakemu posebej opravičil, ali si se skupini opravičil? Vsem skupaj. Vsem skupaj, ja. Sem pa kasneje to počel. Veš, tudi na štiri, ko je bila kakšna dilema, en sodelavec mi je rekel, Gregor, če takrat ne bi prišlo do tega trenutka brutalne iskrenosti, mene v tem podjetju več ne bi bilo. In nisem edini. In to je bil zame eden najlepših komplimentov, ki jih sploh lahko slišiš. Čeprav je krut, ampak resničen, zato ker je bil iskren. Je kakšna stvar iz te iskrenosti, ki te je zabolela vseeno? Ker na začetku resnica boli. Ko si slišal tvojo ekipo, ker so nekaj rekli, se te je kaj dotaknilo, da si tudi potem jokal zaradi tega 2 uri? Torej, kaj je bilo tisto? Kaj recimo? Mislim, prva stvar v življenju, za kar sem se vedno trudil, ne želim biti slab človek. Resnično ne želim biti slab človek. In posledično ne želim biti slab vodja. In danes verjamem, ti ne moreš biti dober vodja, če nisi dober človek. In mogel sem začeti pri sebi. A sem resnično dober človek? Jaz verjamem, da sem bil pošten, ampak to ni bilo dovolj. A sem jaz dober človek, če nisem sposoben prisluhniti in slišati, kaj ti nekdo govori? Pol nisem. To je tvoja največja kritika na tvoje preteklo vodenje, je bila takrat: ne poslušam dovolj ekipe, ne slišim dovolj ekipe, ne upoštevam tega, kar oni razmišljajo in niti ne vem, kaj razmišljajo v bistvu. Ne. In zdaj, ko to spremenim, postanem boljši vodja. To je ena izmed stvari. Ampak vsaka sprememba se začne z iskrenostjo. In če resnica ne bi bolela, mi ne bi bili sposobni spremembe narediti. Pa kaj tebe bolelo osebno? Od vseh teh resnic, ti si jih poslušal tam tvojo ekipo, Ja. in to so ti neki rekli, kaj se te najbolj dotaknilo od njihovega feedbacka, ker morda nisi vedel, da... Mislim, pri meni prva stvar, kaj se zgodi, je, da se ta iluzija, ne, tega vsemogočnega, dobronamernega vodje razbije. To je to. Jaz več tega nisem imel. In pol je bilo seveda vprašanje. To je bila neka moja identifikacija, da sem mislil, da ljudje tako mislijo. In pol se ta iluzija zruši. In pol si naenkrat sam, kdo sploh si. In pol sem se šele, to je bil zame prvi trenutek v življenju, ko sem začel spoznavati samega sebe. In do tistega trenutka se sploh nisem spoznal. Predvsem zato, ker sem tudi nek svoj status, to, kdo sem z imenom in priimkom, vezal na neko svojo vlogo, ki jo igram. In tega absolutno ne počnem več. In to je nekaj, kar nikomur ne priporočam. In ta sposobnost poznavanja samega sebe lahko gre izključno skozi bolečino. Če je ta bolečina iskrenost, ampak pol bo res brutalna iskrenost, poslušaj in sliši to. Potem šele lahko ti sprožiš dozorevanje. Ampak ne dozorevanje zdaj na ta način, ne, kaj zdaj ti od drugih pričakuješ. Ker v prvi vrsti, in to je zelo pomembno, skozi razumevanje, kaj pomeni biti učinkovit ali pa dober vodja, da moraš vedno narediti korak pred drugimi, pred sebi, preden karkoli zahtevaš od ostalih. In šele takrat si kot vodja sposoben
prevzemati in nositi odgovornost. Jaz do tistega trenutka, tudi če sem imel ta občutek, in zato sem se verjetno tudi tako vedel, ker sem smatral, da na ta način prevzemam in nosim odgovornost. Ampak kako lahko človek, ki ni zrel, ki ni dorasel v svoji vlogi, sploh prevzema odgovornost? Težko. Danes politiki slišimo, kako se ta beseda odgovornost zelo rablja. Ampak po drugi strani vidimo, že po dejanjih, že po tem, kako medsebojno komunicirajo. Imamo tu opravka z zrelimi ljudmi. Glede na to, kaj prihaja z njihovih ust, tudi glede na njihova dejanja, bi rekel, da ne. In ali lahko tem ljudem zaupamo kakršnokoli odgovornost? Ne. Kar pomeni, iskati jo moramo pri sebi. Ne moramo čakati na to, da nas bo politika rešila, da nas bo država rešila. Zato, ker tam niso ljudje, ki bi bili sposobni to speljati. Niso. Kljub vsej ljubezni do sočloveka, ampak to niso ljudje, ki bi bili sposobni to narediti. Kar pomeni, to priložnost in možnost moramo iskati pri sebi. Ne gre drugače. Torej, odgovorni smo sami za svoje življenje in nihče drug ni odgovoren za nas. Nihče, Aleksander, nas ne bo rešil. Nihče. V redu, moče sem malo tečen v ponavljanju vprašanja, ma še zmeraj me zanima, je kakšna stvar, ki si jo takrat v tej brutalni iskrenosti slišal in jo nisi pričakoval, da jo boš slišal? Ti je kdo rekel, Gregor, res si slab vodja. Gregor, ti si diktator, ti si absolutist, ti si mikromenedžer v najhujšem pomenu besede. Ti ne poslušaš, kaj šele, da bi slišal. Gregor, diktator. Ja. To ti ni bilo všeč. Ne. Nekdo je celo rekel Tito. Ti si Tito, to ti ni bilo všeč. Mislim, Tita nisem poznal. Mislim, te je prizadelo, ta diktator. Skušal sem povezati to s tem. Zdaj, nekdo govori o Titu in govori seveda z nostalgijo, z romantiko, z žarom v očeh. Tule tega žara ni bilo. Pri tebi ni bilo tega. Ta Tito ni bil uporabljen v tem pomenu besede. Razumem. In to te je prizadelo? Absolutno. Ker si prej mislil, da si Bog. Ja, ker se je ta iluzija zrušila. Ne bom rekel, da sem mislil, da sem Bog, ker bi moje življenje verjetno potekalo bolj gladko, ampak rekel bi, ne vem, da je to, da karkoli počnem, tako mora biti. In to je bilo po drugi herniji? To je bilo po drugi herniji, oziroma vmes, ravno v tem obdobju tega razumevanja. Da ta druga hernija zna biti, da je bila še del tega procesa, te spremembe. Zagotovo. Torej, če nekdo se hoče rešiti hernije, brutalna iskrenost, poslušati več. Ja. In si tudi urnik spremenil od teh 14-12 ur na dan, si zmanjšal število ur potem? Seveda, zdaj na koncu lahko ti rečem med korono, danes to lahko seveda rečem, takrat moji nemški šefi tega ne bi razumeli. Jaz se praktično s podjetjem nisem več zelo veliko ukvarjal. Zakaj? Moja naloga je bila samo zagotavljati suport takrat, ko ga podjetje rabi. Ampak tega suporta ne rabi 24 ur na dan. Takrat, ko ti vidiš, da otrok hodi, pa ga že misleč, da se zna zgodi, da bo kje padel, ti že iz neke preventive zagrabi za ročice. Ni ideje o tem. In jaz sem bil zelo malo prisoten. Tako, sestanki so mi šli na živce. Kva za vraga še en sestanek? Vse vemo, kaj moramo početi. Mislim, če vsak človek v organizaciji ve, kaj mora početi, zakaj rabi sestanek. Zakaj? In na koncu ti lahko povem, sem se podjetju posvečil tako. Predvsem, da sem s kom kdaj kakšno kavo spil. To je to, kak pogovor o življenju. Nisem več maral pogovorov v službi, razen če kdo rabi kak support. Ampak ta del mi je postal bolj zanimiv. Spoznavanje ljudi. Spoznavanje, kako delujejo, kaj jih motivira, predvsem pa to, kaj jih demotivira. In si tu vzel mogoče neko nalogo, neko poslanstvo, da poskrbim, da teh demotivatorjev v podjetju ni več ali pa da so prisotni v čim manjši obliki. Moje glavno vprašanje je bilo, da mi povej, kaj te v tem trenutku podjetje moti. Zato, ker sem si to vzel kot osebno nalogo, da uredim, da seveda to odpravim. No, se to v ključni fazi je ena najbolj pomembnih stvari, da se ljudje v podjetju dobro počutijo, ker potem bojo spet, to, kar se rekel prej, bolj predani, bolj prizadevni in na koncu učinkoviti. Enkrat mi je sodelavka, modra sodelavka, rekla, ker sem rekel, veš kaj, jaz želim samo, da so ljudje srečni. Gregor, pri vseh teh knjigah, ki si jih prebral in tako dalje, še ti vedno ni jasno, da sreča ne prihaja od zunaj, ampak od znotraj. Vse ko jasno mi, ampak res, jaz res želim, da so srečni. Rekel, pa razmišljaj, kateri je tisti del, ki ga lahko ti opraviš in kateri del morajo opraviti sami.
In takrat sem se odločil, če že ne morem poskrbeti za to, da so ljudje srečni, bom pa poskrbel, da jim v podjetju v ničemer ne ogrozimo obetov za srečo. Kako se je potem zgodil ta preboj iz tebe, ko si bil direktor velikega podjetja, 2000 zaposlenih, in si rekel, tega imam dovolj? Kaj je bilo tisti ključni faktor, da si rekel? Več je bilo stvari. Prva stvar je bila ta, da je enostavno podjetje zafunkcioniralo. Nisem več čutil, da me podjetje rabi, vsaj v taki obliki, kot je to bilo prej, kar mi je bilo super. To je bil super del. In nisem začel se vrniti, kakšne stvari si izbiram v življenju. Ko je enkrat nekje red, ko so stvari urejene, imam v sebi tega hudiča, da iščem problem. To pomeni, in to je še eno izmed mojih načel danes, sicer v bistveno bolj blagodejni, prijazni obliki, če ni problema, ga pa najdi. Zato, ker delam tudi danes precej z mladimi podjetnicami, podjetniki, z startupi, ki ko dosežejo nek prvi uspeh, pa začne seveda denar prihajati v blagajno, zdaj bi se pa mi malo sprostili, pa bi šli kam za 3 mesece na Tajsko, pa kamorkoli drugam. To je, precej nevarno početje, ker ti si dejansko potem v tistem trenutku zašel iz te smart avtoceste, ki te vodi vedno znova, k nekemu še višjemu cilju, še temu, kar je za tem. In problem je, če si na tem počivališču, ob avtocesti predolg časa. Zato, ker se vmes, že lahko kje nabere kakšna kolona, pride do kakšnega dela na cesti, do zelo nepredvidenih stvari in takrat ti tvoj GPS se ti takrat izklopi. In zato mi je pomembno, da iščeš, zdaj ne bom rekel probleme, tako kot si jih mi predstavljamo, zdaj pa spet gremo v globino, z roko je treba nekam globoko seči, ampak dajmo iskati te problemčke, te izzivčke, ki jih imamo. Kako lahko neko stvar še malo izboljšamo, ampak ne na ta način, da si otežimo življenje, ampak da si ga olajšamo. A res moramo to početi na ta način? Če nam ena stvar vzame 2 uri, a lahko najdemo način, da bo to 2 minuti? To so ti izzivi, ki so kasneje postajali. In kar mi je bilo super, da sem ekipo naučil, da so začeli v tej smeri razmišljati in so si že sami tudi te izzive začeli iskati. In jaz sem vedno, spomnim se, ko so v podjetje prihajali kakšni podjetniki, pa tudi predstavniki startup scene. Meni je to bilo vedno fascinantno, da ti neko svojo zgodbo gradiš. In v nekem določenem trenutku, če mi je prav, in to je bil verjetno del tega izziva, ki sem ga imel na začetku, da sem podjetje skušal čutiti kot svojega otroka. V tistem določenem trenutku sem zaznal, ta otrok je odrasel. In podjetju bolj škodujem, če se mu v to njegovo odraslo, zrelo življenje vpletam, kot pa to, da končno naredim nekaj zase. V bistvu si bil približno 18 let, koliko časa si bil? 17 let. 17 let, to je skoraj polnoletnost. Skoraj že polnoletno je ta otrok bil. Ja, skoraj. Ampak to mi je bilo fascinantno. A je to res moja zgodba? In takrat, ko ta otrok odrasel, se je rekel, to sploh ni moja zgodba. Moja zgodba šele more nastati. In takrat so se začele zadnjih 5 let te ideje, kaj pa bi počel, če ne bi počel tega. In skušal sem si predstavljati, če bi bil danes tam, že v penziji, star 80, 82, 85 let. A bi rekel, da je to? A sem imel ta občutek uspeha? In ti iskreno povem, in res iskreno, ne. Ker če prispevam k uspehu nekoga drugega, to nikoli ne bo moj uspeh. Mogoče zveni grobo, ampak to je nekaj, kako jaz gledam na uspeh. Zakaj? Zato, ker uspeh zame ni. Danes sem slišal, si imel mlade, nadebudne, kako rečem, generatorje novega, boljšega sveta. In kar sem dostikrat slišal tako med vrsticami, želim imeti veliko hišo, hiter avto, bazen, vse ostalo. In pol se vprašaš, a je res to formula za uspeh? Nič narobe z veliko hišo, hitrim avtom in z bazenom, če to ni cilj. Ampak je to nek stranski produkt tega, kar počneš v okviru svojega poslanstva, v okviru tega, kar ti srce daje biti hitreje in močneje, za kar res živiš, kaj ti daje ta občutek, da živiš. Ne da moraš za to karkoli tvega trpeti. Ampak to je ta ustvarjalnost v tebi.
To, ko res čutiš, da živiš, to je tisto. In za me je uspeh ta občutek, da si sam postavljam pravila. Ne, da mi jih postavlja nekdo drug. Nimam težave z pravili, če ta prispevajo k neki višji ravni sobivanja, sožitja v skupnosti. To so dobra pravila, ta rabimo. Religija lahko da nekaj takega v svoji najčistejši obliki. Drugo pa je, ko so ta pravila taka, ki so precej egoistična, ki gledajo zgolj v korist bodisi lastnika, neke druge oblike kapitala, nekega sklada, trenutne neke garniture, neke oblasti, ki skuša seveda iz te časovnice, ki je na voljo, potegni čim več. S takimi pravili imam pa izzive. Zato, ker me omejujejo v tej moji življenjski otroški svobodi. In svet bi moral voditi človek, ki se zna igrati v tej svoji življenjski svobodi. Ker če razume, kaj pomeni, ne, in Heraklit je rekel, igrajoči se otrok bi mogel voditi ta svet. V tistem trenutku, ko nekdo drug pride v ta peskavnik in ti začne vsiljevati svoja pravila, takrat igra več ni zabavna. In takrat se nehaš zabavati, takrat nehaš ustvarjati. In takrat gre za preživetje, takrat gre za tekmovalnost, ne pa za ta občutek, da dejansko živim. In ti ne moreš živeti v tekmovalnosti. Živiš lahko samo v tem, da uživaš v tem, kar počneš. Tudi če si športnik, da v tem resnično uživaš. In če zraven pride nek uspeh, neka kolajna, je to stranski produkt. Ampak ti ne počneš tega zaradi kolajne, ampak zaradi tega, ker resnično živiš in uživaš v tem, kar počneš. Bravo. Torej, to te je prepričalo, da si potem rekel ne Lidlu in si rekel da svoji novi podjetniški poti. Te je bilo kaj strah tega premika, preklopa? Ja, neizmerno. Resnično. Vedno sem mirno spal. Ampak že, ko sem začel o tem razmišljati, zdaj, kaj pomeni ta izhod iz podjetja, v katerem sem toliko časa deloval, sobival z vsemi ostalimi, to je pa začelo pri meni spodbujati neko drugo negotovost, neko drugo zmedo. Zdaj, jaz vedno pravim, zmeda je dobra v življenju, ker to pomeni, da se počasi pripravljaš, da prideš na višjo raven. Se nekaj učiš v bistvu. Ja, nekaj se učiš, prihajaš na neko drugo raven. Ja. Vedel sem, da ostati ne bom mogel. Zato, ker ko sem seveda v neki popolnoma drugi vlogi na začetku vstopil v to podjetje, so bile moje vrednote drugačne, kot so bile na koncu. Ampak ne tiste, veš, core vrednote, tiste bistvene, delati dobro, z najboljšim namenom. Ampak tudi to, tvoje vrednote so tudi, takrat sem bil v nekem trenutku, ko sem si šele ustvaril družino, seveda mi je bil zelo pomemben tudi ta materialen del, da si tudi ta del postavim, ampak kasneje v življenju vidiš, ko si vse to uresničiš na tem materialnem delu, in to je seveda nekomu, ki si še tega ni uresničil, zelo težko razložiti, izredno težko razložiti, ampak ko si enkrat tam, ko to doživiš, ko si to ustvariš, v tistem trenutku to zgubi ves blišč, vkolikor je davek za to previsok. Davek je lahko, si rekel prej, zdravje? Davek je lahko zdravje. Družina? Tudi družina. Ja, Marsikdo bo se odločil, da nadaljuje v neki poslovni poti, da ostane v korporaciji in se bo raje odrekel družini. Čeprav več čas poudarja, kako mu je ta družina pomembna. Dejstvo. Ja. Ostaja tam. Pomeni, ni izbral družine. Izbral je nekaj drugega. In to razumevanje skozi mene, ne, ali v vsem tem, kar sem si v življenju ustvaril, lahko v tem res živim, a pa sem še vedno v tisti fazi preživljanja, da ne vem, ali če bom ravnal v skladu z pričakovanji nekoga in če ne bom ravnal v skladu z njegovimi vrednotami, njegovimi pričakovanji, a še imam pol službo, a je vse to ogroženo. In na koncu ugotoviš, da vse to sploh ni pomembno. Da je pomembna samo ena stvar. A živim v skladu z svojimi pričakovanji in z svojimi vrednotami. Ker kadarkoli nisi okej, pa celo pride do tega, da se to začne kazati na nekem zdravstvenem področju, pol je smiselno zavedanje, da ne živi v skladu z svojimi vrednotami. V skladu s tem, kdo si. In takrat sem spoznal nekaj, to nisem jaz. Niti približno.
To niso moje vrednote in to niso pravila igre, ki bi meni in temu podjetju omogočale, da se skozi ta princip medsebojnega sodelovanja razvija uspešno naprej, zato da lahko vsi svoje vrednote živimo v tem podjetju. Ne omogoča, da se v tej smeri razvijamo naprej. Zato, ker so se tudi v podjetju skozi neko večjo stopnjo centralizacije, ki se zdaj seveda nadaljuje, začele sprejemati odločitve, ki z tem človeškim faktorjem niso imele več nobene povezave. Torej, ena stvar, ki se je zgodila za Lidl, je ta, da se je verjetno tudi zaradi davčne optimizacije sedež premaknil v Zagreb, je tako? Ali v Hrvaško? Mislim, zdaj podjetje samo bo reklo, da so to neke sinergije, ne? Ampak veva, ne? Za besedo sinergije se skriva marsikaj drugega. To je, kako doseči višjo stopnjo dobičkonosnosti na koncu. Lahko tudi skozi neko sinergijo, ki predstavlja višjo raven učinkovitosti. Za edino vprašanje, ali ustvarja tudi višjo raven zavzetosti. In tu je ključno vprašanje. Ker če ne ustvarja višje ravni zavzetosti, potem slej ko prej tudi ne bo več zagotavljale višje ravni učinkovitosti. Ker se morajo danes ljudje, ki so se prej bili vajeni voziti mogoče 2, 5, 10 km v službo, danes voziti 50, 70 pa 100 km. Ker eden izmed ključnih členov zavzetosti ni samo to, da ti najdeš svoj smisel v tem, kar počneš, svoje poslanstvo in da se počutiš v tem okolju varnega. Ta tretji del, zelo pomemben, je tudi, a sem sposoben zagotoviti, da dostopam do svojega polnega potenciala. In če jaz vsako jutro pridem na pol mrtev v firmo, zato ker sem bil v ne vem kakšnih zastojih na cesti, kako bom dostopal do svojega polnega potenciala? In če ne dostopam do svojega polnega potenciala, če prihajam v službo utrujen, potem ne bom več do svojega polnega potenciala dostopal niti kot oče, niti kot partner ali pa partnerka, niti kot prijatelj in niti več kot sodelavec na koncu. Ta se ponavadi kot sodelavec se na koncu zruši, zato ker ti vmes že zapraviš celo življenje, vse svoje odnose, ne? Ti si še pa vedno v firmi. Zdaj ta dopamin, ki ga ti lahko vsak dan tam dobivaš in s tem, da dobiš 15. ali pa 18. Nekaj na svoj račun, ne? To je tak precej lažen, ne, sopotnik v življenju, ki se slej ko prej pokaže kot iluzija. In ko se zruši, nimaš več ničesar. In problem je, če predolgo čakaš na to. In moja odločitev takrat je bila, da ne bom predolgo čakal. Zakaj se je seveda zgodilo? Jaz sem to odločitev, da odidem, pa o tem zdaj prvič govorim, tako javno, sprejel skoraj na datum natančno. Jaz sem ta občutek imel, kdaj se bo to zgodilo. Čeprav sem si že prej govoril, seveda, ja, samo še en mesec, samo še en teden, pa potem vedno znova nekaj najdeš, pa si bil na eni super kavi s sodelavci in pa se rečeš, pa se jih ne morem tako pustiti. Veš, spet kot tiste, ne, otročičke. Niso otročički, niti približno. Ker če bom sam to počel, bodo tudi oni to počeli. In tudi sami ne bojo našli te poti nazaj v svobodo. Nazaj v svobodo, tam smo nekoč že bili. In tja se moramo tudi vrniti. In če sam tega ne naredim, tudi ostali tega ne bojo naredili. In kaj sem začel početi? Ne? Prvič sem tudi lastnikov začel postavljati meje, ki jih prej nisem, pa sem jih postavljal premalo. Predvsem, ker sem videl nek višji namen. Ja, tule bom, ne vem, se uklonil, sam zato, ker je to dobro za podjetje v Sloveniji. Ker je to dobro za mojo ekipo. Ampak v nekem določenem trenutku je prihajalo do stvari, za katere se več nisem mogel, do katerih se mogel spostaviti drugačen odnos in se več nisem mogel kloniti, zato ker pa to več ni dobro za podjetje v Sloveniji in ker to ni več dobro za ekipo. In takrat sem postavil meje. Ne moremo, vedno tudi argumentiral, kaj je razlog. In seveda to je šefom počasi začelo iti zelo na živce. Tako da sem se malo, to je bila neka tako samomorilska misija, na nek način. Sam sem imel veliko težavo tisto odpoved, ki sem jo že imel vse 5 let v predalu. To je tudi zelo zanimiva stvar. V nekem določenem trenutku sem se odločil, da napišem svojo odpoved. In zame je tako bilo na tej mentalni, umski ravni, je bila to taka odrešitev, zato ker sem vedel, obstaja pot ven. Sam to si imel v predalu, 5 let. 5 let v predalu. Ja. Vse je bilo podpisano, samo datum je manjko. Samo datum je manjko. Nisem pa zbral te odločenosti, da to tudi naredim. Sem pa zbral odločenost, da začnem postavljati meje. In sem vedel, te meje mi zagotovo zdaj, ne, so predvsem medvedja usluga, ne bojo olajšale poti.
ampak bilo je nujno. In sem vesel, da sem vse tu to odločenost zbral, ker smo zaradi teh meja v podjetju v tem zadnjem obdobju, preden sem odšel, sprejeli nekatere odločitve, ki jih bojo tudi lastniki zelo težko revidirali. Zaradi tega, ker so koristne za to podjetje. In jaz sem imel podpisano pogodbo, sicer kot del koncerna, v prvi vrsti pogodbo za direktorja Lidla Slovenije, kar pomeni moja glavna odgovornost, moja prvobitna odgovornost gre temu podjetju. Z ničemer ne bom soliral na ta način, da bi škodoval preostalim podjetjem, ampak preostalemu koncernu. Ampak moja prva odgovornost je namenjena temu podjetju in ljudem, ki delajo v tem podjetju. Vse na koncu, kaj je podjetje? Nič. Ne moreš se ga niti dotakniti, to je neka fikcija, česar se absolutno lahko dotakneš. So pa ljudje, ki v njem delujejo. To pa je to. Vi ste v bistvu prišli kar visoko z vidika uspeha. Ne? Mislim, da ste, če sem gledal malo kazalnike in statistike, bili na 4. mestu, ne? Po tržnem deležu kot to. Kaj misliš, da je bila formula, ki je botrovala k temu uspehu po tvoje? V največji meri je bilo to, da ravno kar smo se že pogovarjala, kako pri tem, kar počnemo, lahko postajamo še bolj učinkoviti, brez da bi za to trpela zavzetost. Mi smo štartali čist na dnu, mi smo prišli zadnji na slovenski trg in se je bilo potrebno seveda bottom-up ustrezno prebiti proti vrhu. Hofer je bil pred vami. Ja, je bil pred nami. In to je bila ena stvar. Druga, formula uspeha je bila pa ravno sposobnost tega medsebojnega sodelovanja med ekipami. Res, da smo rabili veliko časa, da smo prišli do tega nivoja, vsaj dobrih 10 let, ampak veva, kdo je bil glavna ovira za to, da se to že prej ni zgodilo, a po tistem je pa podjetje dejansko eksplodiralo. Bravo. To je bil prvi del, drugi del pa je bil to, da smo se skozi to, ker sem se tudi bil sam pripravljen naučiti poslušati in slišati, naučili tudi poslušati in slišati naše kupce. In smo vse te res dobre sugestije, te dobre spodbude, ki so res bile ti kamenčki v mozaiku celotnega uspeha, bili pripravljeni tudi uresničiti. In to smo naredili. Doskrat se govori, vsaj v Sloveniji, da smo nekje na zelo visoki stopni korupcije. Se ti je kdaj zgodilo, da je kdo prišel k tebi in ti je ponudil pršut ali pa neko drugo nagrado za to, da sprejmeš njihov produkt? Mislim, zagotovo so bili kakšni poskusi. Jaz se nikoli nisem s tem delom ukvarjal, da sem jaz na koncu tisti zadnji sodnik, ki odloči o tem, ali bo nek produkt na policiji ali ne. Moja naloga je bila, da vsakemu dam priložnost, da pride do našega nabavnega oddelka in predstavi svoj produkt. Tako da to tudi, če je to najboljši prijatelj, moji najboljši prijatelji so celo tako rekli, pa zelo dobri prijatelj, da sem pa tako, sorry izrazo, najbolj zajeban prijatelj, kaj obstaja, zato ker jih ne spustim v podjetje. Zdaj, moj oče imel nekoč željo, ali ne bilo dobro, da bi ti jaz kot oče, ne zato, ker sem tvoj oče, ampak ker res to najboljše naredim, poveš, kot ta vzorec, Ja. da bi vam jaz vse šipe čisto. Sem rekel, dragi oče, jaz verjamem, da ti to narediš zelo dobro. Verjamem tudi, da na trgu obstajajo drugi, ki naredijo to zelo dobro. Ampak že zato, ker si moj oče, je to misija nemogoče, zato ker pozabi. In to je nek no-go, ker če bi razmišljal na ta način, prvič, ni to v skladu z mojimi vrednotami, drugič pa vem, da je tega v gospodarstvu veliko, celo preveč, kakšno dolgoročno zgodbo lahko iz tega gradiš. Ne kot podjetje, ne zase kot človek z integriteto. In na koncu vse, kar imam, kar je vezano na moje ime, zdaj, če se vrneva na to, to ni ne Lidl, to ni ne direktorska funkcija, ampak to so moje vrednote, kaj govorim in kaj počnem. Vsak dan znova in vsak dan znova. In vse, kar imam v življenju, je ta integriteta. In za integriteto, tudi če mi kdo dela krivico in mi jo je marsikdaj naredil, se bom boril do konca svojih dni. Ker to je edini boj, ki je smiseln. Vsi ostali boji za uspeh, za denar, za karkoli drugega, to je precej dolgoročno nesmiselno in neuspešno početje. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, večja je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija.
ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo. Pri nas, oziroma pri meni, si zaključil celoten paket NLP delavnic, torej NLP praktik, NLP mojster, NLP coach. Kako so ti ta znanja pomagala zdaj v tem novem delu kariere? Ja, zdaj se spomniš, kaj sem takrat rekel, ne? Zakaj sem prišel. Prišel sem zato, ker mi je to šlo blazno na živce. Aha. Ker so vsi govorili o nekem NLP-ju, pa o vsem ostalem. In česar sem se lotil po tistem, ko sem učel iz Lidla, lotil sem se vsega, kar mi je šlo na živce. Ali pa kar je nekdo rekel, Gregor, to bi bilo pa dober. Pa sem jaz že v osnovi rekel, ne, ti me ne poznaš, za me to zagotovo ni dober. Ali pa karkoli. Ali pa slišal sem tudi to in to. Kar pomeni, obstajala neka možnost, da se precej motim. In sem ti zelo hvaležen, da si mi dokazal, ne, in pokazal, da se zelo motim. Kar mi je NLP prinesel in seveda tudi hipnoza in potem tudi ta proces, ne, pridobivanja znanj na področju coachinga, je, da si sposoben videti širše. Da to, kar se v tem trenutku dogaja v moji glavi, ali pa mi nek glas na levi ali pa na desni rami nekaj govori, da to še ni nujno resnično. In spoznavanje sebe, tudi skozi nek proces NLP-ja, skozi hipnozo, je zame izjemno dragoceno znanje. Zato, ker te spremeni. Pa bom rekel tako, predvsej približa ta proces poznavanja samega sebe, ki bi moral nekega dne, ko odhajamo iz tega sveta, najti že vsaj nek zelo dober odgovor. Kdo pri vragu sem? In mislim, da je to najpomembnejše vprašanje, ki si ga lahko postavimo. Marsikomu, ko mu to vprašanje postavim, me tako malo čuden gleda, ne, zakaj tako bazično vprašanje. In ko začne razmišljati, je potem drugi njegov odgovor, zakaj tako težko vprašanje. In to zagotovo je najtežje vprašanje, zato ker odgovor nanj iščeš celo življenje. Ali ga pa še takrat ne najdeš. Ampak kar sem se sam naučil v življenju, je iskanje tega odgovora edino smiselno, kar lahko v življenju počneš. Ker skozi ta smisel, ki ti ga da ta odgovor, ali pa spoznavanje tega odgovora, približevanje resnici, ne, tej univerzalni resnici, ti omogoča, da krepi svoje odnose, da so ti odnosi bistveno bolj iskreni, bistveno bolj pristni, bistveno bolj bistveni, da se lotiš česarkoli v življenju in da dosežeš karkoli si želiš. Bravo. Bi ti ta znanja NLP-ja bila koristna, če bi jih že prej znal, ko si bil še na poziciji generalnega? Absolutno, ampak sem vesel, da jih prej nisem imel, ker potem bi verjetno že danes bil v Lidlu. Aha, bi morda podaljšal to pot. Ja, ne bi bil na svoji poti še v tem trenutku. In na svoji poti sem prvi v življenju, ko res lahko čutim, da ne gre zgolj za neko preživetje, ampak resnično živim. Jaz danes smo se malo hecali z tvojo ekipo. Sem rekel, jaz prvi zaznavam različne nianse zelene na listju. Prvič, ko grem skozi gozd, slišim glasove, ki jih prej sploh nisem slišal. Jaz prvič v življenju odkrivam, kaj pomeni narava. Ampak tudi zato, ker prvič v življenju odkrivam sebe. Se prej se nisi odkrival. Prej si bil Gregor direktor, Gregor šef, Gregor sodelavec, karkoli, Gregor oče. Danes to spoznavam ne več skozi vloge, ampak enostavno skozi prisotnost. In to popolno prisotnost. In učiti se te popolne prisotnosti je praktično nemogoče, če se nisi pripravljen učiti skozi spoznavanje samega sebe in na koncu tudi naučiti. Ni šans, ni teorije, ne moreš biti prisoten. Zdaj vem, da pomagaš podjetjem s coachingom, s temi znanji NLP-ja, coachinga, vodenja. Kaj je tvoje poslanstvo, ki ga zdaj tukaj največ počneš? Mislim, moje poslanstvo je, da jih skušam, pa ne kot nek rešitelj, ne? Ampak že bolj kot nek mentor, ki so ga zaznali v nekem določenem trenutku svojega življenja, ta pa bi mogoče, ne, glede na to, koliko sranja je sam, ne, v življenju mogel, ne, požreti, preboleti, predelati, da bi pa mogoče znal kje pomagati, ne, pa tudi nekje ustvaril. Zna biti, da je mogoče neka moja bližnica do tega prvega cilja, ki ga želim doseči. Pol seveda začnemo delati skupaj. In pol naenkrat ugotovi, da sploh ni fora v tem cilju, ki si ga v tem trenutku postavil. Ampak da je na koncu ideja tega, kako pridobiti veščine, da uresničiš katerikoli cilj, tudi tak, o katerem si nisi upal nikoli sanjati. Nikoli. In kar mi je izredno pomembno, da postajaš odgovornejši človek. Ker kaj zame pomeni odgovornost? Zame je odgovornost sposobnost dati odgovor.
ne glede na to, kaj se dogaja v tem svetu. Da tega sveta ne vidiš kot nekaj najslabšega, ampak da ga dejansko vidiš kot neko priložnost, v katerem lahko narediš izredno veliko dela, ker lahko veliko doprineseš, ker je tvoj prispevek lahko na koncu ključen, da ta svet postaja bližje tej predstavi, ki je nekje v tvoji glavi. In prav je, da imaš cel čas to predstavo o tem svetu, kakšnega si želiš v svoji glavi, ker potem boš tudi našel to pravo pot, to smart pot, ki te bo do tega cilja peljala. Bravo. In to počnem več ali manj. Prej si rekel, da če bi zdaj bil star 90 let, pa ne vem koliko, ne, da bi rekel, da to ni to. Torej, in zato si pošel iskati neko novo poslanstvo. Če bi zdaj bil star 90 let, misliš, da je to, ali imaš še kaj zadati? Če ti iskreno povem, mi je popolnoma vseeno. Verjamem, da imam še ogromno zadati, zato ker se še imam ogromno za naučiti. Tako da, morda imam občutek, da sem bolj, ampak v pozitivnem smislu, v smislu tega svobodnega otroka, bolj razigrani otrok kot kadarkoli v življenju. Dejansko imam občutek, da sem šele začel živeti. Resnično. In radovednost, s katero dostopam do vsega, do sveta, do ljudi, je praktično brezmejna. In ta radovednost mi prinaša neka nova znanja, neke nove perspektive, neke nove poglede. Ampak na drugi strani tudi kot spet to, kot neko zrcalo tega, kdo sploh sem jaz. In vedno bolj se zaradi tega počutim tudi v svoji koži. In bolj se počutim v svoji koži, več lahko na koncu dam. Tako da to je ta proces, kjer se to ves čas, veš, kot nek ping-pong premika. Problem je, če ti ves čas, izključno, če imaš preslabega nasprotnika na drugi strani v ping-pongu in se ti veseliš vsake svoje točke, ki si jo dosegel. To je zdaj neki zelo živ primer, od včeraj, ko sva sinom igrala, ker zdaj se malo tudi skozi ta del uči, kako tudi poraz prenesti. Ker v osnovi to ni poraz. Ampak da na drugi strani vidi, da tudi jaz postajam vedno boljši nasprotnik, še vedno me premaga vsakič, čeprav zdaj tu pa tam že kako igro dobim. Ampak da tudi na drugi strani vidi, da s tem, ko jaz postajam boljši, postaja tudi on boljši. In če bi primerjal sebe danes, Gašper je takšen, kot je danes, igralec, pa mogoče 2 ali pa 3 leta nazaj, če ne bi imel teh izzivov zunanjega sveta, ne bi bil danes, ker je. In ne bi videl, če bi imel to možnost videti, koliko je tu zdaj velika razlika zgolj v 2-3 letih med Gašperjem danes pa med Gašperjem prej. Neverjetno. In enako velja za vsakega izmed nas. Jaz, če sebe gledam na začetku svoje poti v Lidlu ali pa rečemo tako nekje, ko sem imel občutek, wow, res smo uspešno podjetje, dober nam gre. Za noben denar se ne bi vrnil tja nazaj. Zato, ker se skozi to pot, ki sem jo vmes od tistega trenutka opravil do danes, vidim pa popolnoma drugi luči. Popolnoma drugi luči. In za nič ne bi te svetlobe zamenjal danes. Lahko jo še samo krepim skozi neka nova spoznavanja. Ampak ne bi se vrnil niti za leto, niti za 10, niti za 20 let nazaj. In to je ta pot, to je ta smart pot, na kateri ni bližnjic. Ponavadi, če greš skozi neko bližnjico, je to slepa ulica in se boš mogel vrniti nazaj. In na koncu si kaj prišparal na času. Še daljši čas. Še daljše. Ja. Kaj je tvoj nasvet za vse, ki nas poslušajo na poti do odličnosti, do sreče? Kaj svetuješ ljudem? Nekoč sem se tudi na tej poti naučil, ne daj na svetu, če te nihče ni za to vprašal. Ampak, ker si se vprašal, ga seveda z veseljem delim. Pa druga stvar je, ne daj na svetu, če nisi kompetenten, da jih daješ. Tudi to sem docka dal, tudi kot vodje. Nisem bil kompetenten, pa sem ljudi skušal prepričati, da je to prava pot, da smo na pravi poti. Kaj smo na koncu ugotovili? Da smo šli slepo ulico. In tretja stvar je, ne daj na svetu, če zaradi tega sebe spraviš v slab položaj. In to je zdaj to, a sem se žrtvoval za nekoga drugega. Žrtvovanje nikoli ni dobro. Ni dobro, da si žrtev in ni dobro, da si rešitelj. Razen, če si ti dve vlogi, žrtve in rešitelja sposoben priznati in prepoznati pri samem sebi. In takrat je tu neka osnova za nek napredek. Kar pomeni, moj nasvet bi bil tak, da se mogoče manj ukvarjamo s temi formulami za uspeh in da se več igramo. V smislu, karkoli počnemo v življenju. Več smo pri tem igrali, ampak če nam je nekaj blazna muka, če rečem, spet moram po otroka. Lahko grem po otroka. Wow. Imam ta privilegij, da imam otroka, da se z nečim ukvarja in imam
ta privilegij, da sem njegova mamica ali pa njegov oče. In lahko grem po njega. In to je popolnoma drugače, ker boš do tega otroka prišel tja in boš ga komaj čakal, da pride tam iz tiste telovadnice ali pa iz glasbene šole, kjerkoli je. Komaj boš čakal, zato ker si z drugačnim pristopom prišel tja do njega. In to spreminja vse. In s tem si se začel igrati in boš to igro prinesel na svojo družino, na svoje otroke, praktično naslednjo generacijo. In kar je zelo pomembno, vodje spodbujam k temu, da se tudi v organizacijskem okolju začnejo več igrati. In potem bodo prišli uspehi, popolnoma spontano, neprisiljeno, in potem imamo te hribe in doline, ampak bodo prišli spontano. In ni cilja, ki ga s tako ekipo ne bi bili sposobni doseči. In zato je edini nasvet, ki ga dajem vodje, nauči se igrati in nauči igrati tudi svojo ekipo. Gregor Kosi, bilo mi je v čast veselje, da si bil del te naše zgodbe ponovno. Ti želim veliko čudovite in uspešne igre do konca življenja in upam, da boš spet z nami. Aleksander, hvala lepa. Lahko rečeva, da smo komaj začeli. Hvala. Hvala. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. S tem, ko všečkate, delite to vsebino, nam pomagate, da dosežemo večje število ljudi in nam pomagate, da kreiramo še nove, boljše, globje vsebine, povezave, nova znanja, nova orodja. Zato všečkajte, delite, komentirajte. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. S hvaležnostjo vas vabimo, da se udeležite naših delavnic. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da ste poslušali oziroma spremljali ta podcast in kako se vam je zdel.